COVID-19 niso mogli opravljati svojega dela ali so ga opravljali v zmanjšanem obsegu. Tisti, ki so izkoristili pomoč za celotno obdobje epidemije, so tako prejeli skupno 1750 evrov. Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki jih je pandemija koronavirusne bolezni 19 najbolj prizadela. V Sloveniji daje kruh skoraj 60 tisoč ljudem, tudi okoli 2000 turističnim vodnikom. Ti so zdaj v hudi stiski, čez noč so ostali brez dela in nič ne kaže, da se bodo razmere v kratkem izboljšale. Brez pomoči države se skozi to krizo ne bomo prebili, opozarjajo. Takole gospodarski minister včeraj. Sem kot minister pristojen za turizem zelo zadovoljen, da nam je skupnimi močmi uspelo pripraviti veliko ukrepov, ki jih je in jih še bo koristil slovenski turizem. In za delovna mesta smo se zelo trudili in bilo bi zelo nespametno, če bi jih zdaj pustili, da propadajo. A prav pred tem trepeta okoli 2000 turističnih vodnikov. Stornacije so se začele že v začetku marca, segajo v jesen. Za naslednje leto je napoved zelo pesimistična, lahko govorimo še o enem celem letu brez prihodkov. Naša sogovornica kot vodnica dela že 16 let, v tem poslu si kruh služi tudi njen partner. Oba sta med epidemijo zaprosila za temeljni dohodek in odpis prispevkov. Jaz sem to izkoristila in se državi tudi zahvaljujem za to pomoč, hkrati pa poudarjam, da s tem še ni konec naše agonije, zato ker se s 1. junijem naš status ni prav nič spremenil. Številni smo že pristali na Zavodu za zaposlovanje, pojasnjuje še en dolgoletni vodnik. Prepričan sem, da bo žal ogromno vodnikov to službo pustilo in si poiskalo neko začasno ali pa kar dolgoročno rešitev, ker pa seveda je treba preživeti, plačati položnice, kredite, vzdrževati otroke in tako naprej. S tem pa bo slovenski turizem izgubil pomemben kader, opozarjajo vodniki. So nas ves čas imenovali ambasadori, promotori. Mi smo ustvarjali to turistično zgodbo Slovenije, zelo uspešno prispevali v BDP države in to s tujim kapitalom. Zdaj pa se država mačehovsko obnaša do nas. Vodniki upajo, da jih bo vlada slišala in jim po vzoru drugih evropskih držav podaljšala izredno pomoč, s tem pa ohranila tako delovna mesta kot kakovosten kader za obdobje, ko bo turizem znova zaživel. Še nekaj besed namenjamo o tej temi. Z nami je Mateja Kregar-Gliha, predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Pozdravljeni. Torej, videli smo v prispevku nakopičene težave, intervencijski zakoni zaposlenim v vašem poklicu niso preveč pomagali, pravite zakaj? Poglejte, pomagali so nam za začetek, ampak kot je rekla kolegica Tina, to se nadaljuje in odpovedi prihajajo iz dneva v dan, tja do septembra, oktobra, če pa to do septembra, oktobra je pri nas končana sezona. To pomeni nič prihodka do začetka naslednjega leta. In zato pač vlado prosimo, da pomisli tudi na nas, kajti vsi vemo, da je turizem izredno pomembna gospodarska panoga, 13% BDP-ja. Moramo vedeti, da turizem je trenutno samo v zastoju, v nekem takem, bi rekli po domače, ler položaju, da nekoč bo zopet zaživel in je pomembno, da mi te kadre zadržimo, se pravi delavci na čakanju. No, že do sedaj niste sedeli križem rok, obrnili ste se na več ministrstev. Kaj so vam dejali? Ja, da pač nas bodo obravnavali tako kot vse druge, vendar pa jaz mislim, da enostavno njim nekako zaenkrat še ni jasno, da dejansko ta kriza je izredno velika. Veste, naročniki pozivajo vsak dan in nam žal samo odpovedujejo. Odpovedujejo vsak dan. To so naše dnevne novice, tako da upam, da bodo nadrejeni slej ko prej slišali naši želji po pomoči, se pravi, da nam še naprej pokrivajo prispevke, tako kot do sedaj. Univerzalni temeljni dohodek, to pač je bil do sedaj dobrodošel, upamo, da bo še naprej, če ne v taki višini, vsaj v višini neke socialne pomoči. Seveda pa, poglejte, med turističnimi vodniki imamo 67% takih, ki imajo visoko ali višjo izobrazbo. To pomeni fakulteto, 2 fakulteti, magisterij, doktorat, kar pomeni, da imamo veliko znanj in izkušenj, ki bi jih lahko izkoristili v tem letu, ko pač ni turizma. Morda še to na kratko. Minister je včeraj napovedal tudi več razpisov za posojila, vendar za mikro in mala podjetja. Bo to pomagalo? Večina vodnikov je samostojnih podjetij. Glejte, posojilo, če ne veš, zakaj ga boš uporabil, da ga boš recimo v toku določenih mesecev uspel vrniti, je samomor. Tako da noben od
vodnikov ne bo vzel posojila, bo kvečemu zaprl dejavnost, kot je rekel Aleš. Naša pomoč bi bila kvečemu, da ministrstva, katerakoli že pač so, gospodarstvo, za izobraževanje, razpišejo neka javna dela, na katera bi se mi lahko prijavili in svoje znanje prenesli ali na mlade generacije ali pa jim pomagali pri promociji, pri pripravi nekih programov, recimo promociji destinacij, webinarjev in tako. Torej imate nekaj predlogov. Hvala za obisk pri nas in vse dobro. Hvala za povabilo. Nadaljujemo pa s podrobnostmi včerajšnjega bančnega ropa.